Vi ste danes od Ministrstva za vzgojo in izobraževanje prejela nagrado. Nagrada, ki se bolj redko podeljuje. Za katero nagrado gre? Gre za nagrado za posebne izjemne dosežke. Jaz sem jo prejela na področju izobraževanja mlajših odraslih, ki niso vključeni. To je tako imenovanih NEET mladih. In pravzaprav je to na nek način že skoraj moje življenjsko delo, seveda skupaj z mentorji, ki delajo z njimi in seveda z vsemi, bi rekla, ljudmi, tudi v uradniki, ki poskrbijo za to, da pridejo sredstva in da se program lahko izvaja. Kako izgleda to izobraževanje odraslih kot konkretnih primerih? Gotovo ni podobno šolskemu izobraževanju. Gre za to, da pravzaprav vsak mlad človek, ki vstopi v ta program, najprej naredi nek osebni izobraževalni načrt oziroma karierni načrt in pravzaprav se na nek način po določenem času odloči, kaj bo, kaj se v življenju želi postati. Kaj pravzaprav je tisto, kar ga veseli. Morda se zdi čudno, ampak veliko mladih danes niti ne ve, kaj jih veseli, kaj so njihovi interesi, kaj bi si želeli. Pravzaprav včasih ne verjamejo v neko prihodnost in ne verjamejo v svoje moči in to jim pomagamo najti. To pomeni, da jim pomagate odkrivati njihove potenciale? Ja, izkoristiti, pravzaprav razviti njihove potenciale, ker tako kot je rekel, bi rekla psiholog Roger že v 60 letih, vsak človek, vsako bitje, je on rekel, pravzaprav teži k temu, da se samo uresniči. In verjamem v to, da je to samo uresničevanje vseživljenjski proces in da učenje k temu lahko veliko prispeva, seveda pa veliko oblik učenja. Ni samo šolsko učenje, ni samo učenje v nekih izobraževalnih programih, je pa to sigurno, bi rekla, nekaj, kar pohitri oziroma na nek način človeku omogoča, da najde tisto, kar so mogoče pred njim že najdeli in potem razmišlja in razvija naprej. Je to izobraževanje plačljivo ali brezplačno? Brezplačno. To je izobraževanje PUMO Plus, je projektno učenje mladih, je brezplačen program za mlajše odrasle, je pa financiran večinoma iz evropskih kohezijskih sredstev in pa iz Ministrstva za delo. Dajmo razložiti, kaj pomeni ta kratica. PUMO. Ja, to je projektno učenje mlajših odraslih, kar pomeni pravzaprav, da se učimo v projektih. Ti projekti so lahko osebni, zelo bi rekla nekaj takšnega, kar mene zanima, lahko je to samo izpit, ki ga naredim v šoli, lahko je pa to nekaj, kar je povezan z mojimi ambicijami, z mojimi interesi. Lahko so pa to zelo skupinski, bi rekla sodelovalni, povezovalni projekti, ki potekajo skozi, bi rekla, tudi sodelovanjem v okolju z različnimi strokovnjaki in tako naprej. Predvsem gre za neko skupnostno učenje, bi rekla. A so to starejši ljudje oziroma mlajši, starejši ljudje, ki niso uspeli v rednem šolanju? Ja. Ali se je kaj drugega recimo dogodilo? Življenjska zgodba vsakega od teh mladih je nekoliko različna. Različne ovire se postavljajo v njihovem življenju, ki jih sami ne morejo preseči. Stari so tam nekje med 15 in zdaj do 29 let, tako jih opredeljuje Evropska unija. V povprečju so pa tam nekje med 19 in 20. In res je, kar pravite, gre za mlade, ki jim v šoli nekako ni uspelo ali pa so v šoli obupali ali pa pravzaprav so se vedli tako, da jih je šola pravzaprav tudi odpustila, izločila. Ja. In sedaj z vašo pomočjo se najdejo. Tako je. Imamo zelo dober, bi rekla, tako bom rekla, dober jim gre. Na nek način se ozavestijo, najdejo sami sebe in da mi imamo tam okoli 3/4 mladih se bodisi konča izobraževanje, ki so ga opustili, bodisi nadaljuje s tem izobraževanjem, bodisi najde neko drugo izobraževanje ali pa se zaposli, nekateri pa tudi se zaposlijo in delajo.
En delež je seveda takšen, ki mogoče še rab nekaj časa, a ne? Ampak načeloma za več kot 90% mladih, skoraj tako bom rekla, zdi se neresnično, ampak skoraj 99% mladih pa ta program ocenjuje kot zelo pomemben v njihovem življenju. Je zanimanje za to izobraževanje precejšnje? Veste kako? Težko jih je doseči. A ne? Potem pa, ko pridejo, potem so pa zadovoljni. No, to je zanimivo. Ja. V katerih smereh pa največ poteka to izobraževanje? Kako mislite? Recimo, ali je to bolj filozofija, ali je... Različno. Zelo radi imajo umetnost. Veliko je recimo tega video, filmov, veliko je recimo nekega slikanja, tudi recimo skozi likovno umetnost, tudi ples. So pa tudi čisto poklicne teme. Recimo ena skupina pred leti je popravila, podarili so jim bi rekla, nevozen avto in potem so ga v nekem projektu pripravili, popravili, tako da je postal službeni avto, registriran in vse. Tako da zelo različne stvari počnejo. Lahko so to neke obrtniške stvari, a ne? Tako, gre za to, da oni na nek način spoznajo sami sebe, da se zavejo svojih moči, ki jih imajo, a ne? In sposobnosti. In potem grejo naprej od tega, a ne? To pomeni, da tudi potem zlahka najdejo službo. Različno, ampak imamo tudi take primere. No, dajmo še povedati, kako lahko prideš v tako izobraževanje. Zdaj, lahko se sami prijavijo, mi imamo 12 izvajalcev izvaja ta program na različnih koncih Slovenije. Objavljeni so na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje. Če boste vtipkali projektno učenje ali pa Pumo Plus, boste to najdeli. Kjer je ta glavni izvajalec? Vsi so enakovredni. Ne, mi smo pravzaprav razvojna organizacija, ker smo to, bi rekla, začeli razvijati 30 let nazaj. Konkretno jaz sem, bi rekla, se zaposlila s tem namenom, ne, ker sem imela to idejo. Potem smo pa sodelovali, tudi recimo tle je bilo zelo veliko ljudi vključenih, a ne, tako da pravzaprav je zelo, jaz bi rekla, skupno delo, ne, tle je ogromno mentorjev, veste, to je, imamo, če gledam 12x3, 36 mentorjev aktivnih, vsako, je rekla, v tem trenutku, a ne. No, za konec še vsaj nekaj ustanov. Ja, lahko povem. V Ljubljani izvaja, bi rekla, društvo, Pumo, bi rekla, Ljubljana, potem v Radovljici Ljudska univerza Radovljica, v Ajdovščini Ljudska univerza Ajdovščina, na Koroškem Moci Slovenj Gradec, ki je tudi Ljudska univerza, potem v Celju izvaja Zavod za vas živim, potem v Murski Soboti Ljudska univerza Murska Sobota, v Mariboru Ljudska univerza oziroma Andragoški zavod Maribor, potem, koga še nisem omenila, da mi ne bojo zdaj kolegi zamenjali vse. Ja, Škofja Loka, familija Škofja Loka je zasebni zavod, a ne, tako da v bistvu so zelo različni, tako da možnosti je veliko za vključitev. Ja, ja. V Kopru je izobraževalni center Memory, tako da v bistvu je veliko izvajalcev, samo pogledate na spletno stran, pa lahko pridete, vas bomo veseli. Hvala lepa za pogovor, lahko prosim še predstavite. Ja, Natalija Žalec, andragoginja iz Andragoškega centra Slovenije.